Čau, 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 dobrodošli v 7. epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka. Jaz sem Daša in danes bomo govorili o enem vprašanju, ki po mojem mori veliko moških in bolj vpliva na njihovo samozavest, in sicer to je to razvpito vprašanje, je velikost pomembna. Danes bomo govorili pravzaprav o tem, kar poveže naslov te epizode, ampak ker sama nisem hotela dati subjektivnega mnenja tukaj, predvsem zato, ker nisem niti moški, pač sem rajši pregledala različne znanstvene članke, zato ker je malo raziskav na to temo, prav znanstvenih, ampak v resnici, ko pregledaš, jih ni spet tako malo, da ne bi dobili vsaj enega orisa za kratek odgovor na to vprašanje. Poleg znanstvenih člankov sem pa pregledala še podcaste raznih seksologov, naprimer Sex with Emily, ki jo sigurno že poznate, ker jo večkrat omenjam, in nekaj YouTube videov, ki o tem sprašujejo mimoidoče. En teden nazaj pa vas je tudi Lucija spraševala točno o tej stvari na storijih in si bomo pogledali tudi, kako se odgovori teh raziskav ujemajo z vašimi. Danes lahko pričakujete skupek nekih mnogih raziskav in nekaj stvari, ki sem jih ugotovila, so me mogoče presenetile in so mogoče tako bolj zabavne. In skozi to epizodo upam, da bomo ugotovili, da to vprašanje ni zares tako resno in da odgovor na to vprašanje po raziskavah ni tako slab, kot si marsikdo misli, da je. Poleg tega pa bomo govorili tudi o samozavesti, govorili bomo o kaj je idealna dolžina po mnenju moških, govorili bomo o raznih mitih in na koncu bomo omenila še plastične operacije. Mnenje o tem bom podala pa malce kasneje, tako da gremo kar začeti. To epizodo bi rada začela s člankom, ki govori o samozavesti ljudi glede svojih spolovil, genitalij, kakorkoli že. Govori pa tudi o pornografiji, o plastičnih operacijah in tako dalje. Tam je bil najbolj zanimiv, zato ker sem hotela najprej raziskati, kakšno stanje je glede samozavesti pri nas. Raziskavo so podelili na 3503 ženskah in moških iz Švedske. Gre pa za dokaj novo raziskavo iz leta 2022 in to raziskavo vam bom polinkala tudi v opisu epizode. Ugotovili so dejansko, da je pač to, da smo ljudje nezadovoljni s svojimi genitaliji, zelo pogosta težava, kar mi je bilo ful žal slišati. In da ta uporaba te kozmetične kirurgije genitalij dejansko narašča. Žalostno pa je, da se za operacije dejansko odločajo ljudje, ki imajo popolnoma normalne genitalije in z njimi ni dejansko nič narobe. Oni so hoteli tlele ugotoviti, tudi če je kakšna povezava med tem, kakšno samopodobo imamo in med tem, koliko smo spolno aktivni, med drugim pa tudi med tem, ali je kakšna povezava z gledanjem pornografije, zato ker veliko raziskav pravi, da je to, da mi gledamo pornografijo, zelo povezano s tem, da smo potem manj samozavestni, ker nam pornografija daje neke take neresnične orise, kakšno bi moglo biti spolovilo. Ogromen penis, nič povešena usta ali kakorkoli bi že temu rekli. Tako da so ugotavljali, če ta povezava zares obstaja. Drugače pa jih je zanimalo tudi, če to, da smo manj samozavestni, če delamo stvari, ki bi nas nekako držale od seksa, torej neke stvari, ki sami sebe blokiramo pri tem, da bi imeli pač lep spolni odnos. Zanimivo mi je bilo ugotoviti, da je o tem, da imamo nizko samopodobo genitalij, pričalo več moških kot žensk. Pri temu pa, če je nezadovoljstvo samo, kako naše genitalije izgledajo, je pričalo pa več žensk kot moških. Zanimivo mi je bilo tukaj in ta podatek je ful pomemben, ker ga bom fulkrat ponovila. Oni so potem prosili ljudi, da si sami izmerijo genitalije, torej penis in ustnice pri ženskah. Torej, penis je bil povprečna velikost 12,5 cm, ustnic pa 0,76 cm. To je ful pomemben podatek, ker to je ena redkih raziskav, kjer so se ljudje merili sami in so dali dokaj realne meritve. Pač, če se vam je zdela številka 12,5 malo majhna, bomo videli v nadaljevanju, da je to dejansko realna številka povprečnega penisa in da je problem tega, da mi vsi mislimo, da morajo biti penisi ful večji, ravno v teh raziskavah, ko se ljudje merijo sami in seveda zmerijo večje, kot so v resnici. V glavnem, pri ugotovitvah so ugotovili to, kar je zelo lahko predvidevati, in sicer to, da imajo boljšo genitalno samopodobo tisti, ki imajo ali večji penis pri moških ali pa manjše sramne ustnice pri ženskah.
Zanimivo mi je bilo ugotoviti, da so ženske, ki so starejše, da imajo višjo samopodobo. Zdaj, tukaj so znanstveniki potem komentirali, da je lahko razlog za to, da smo mlajše ženske podvržene nekim lepotnim idealom in da se konstantno sekiramo, kako bo partnerju to všeč. Pri ženskah, starejših pa teh problemov več ni, ker sam videz genitalij ni več tako pomemben, ampak so pomembne druge stvari. Zdaj, ugotovili so dejansko tudi povezavo med tem, ki sem omenila na začetku, in sicer med tem, da če imaš nizko samopodobo, vpliva to tudi na tvoje vedenje. Torej, ljudje seksajo manj, izmikali so se oralnemu seksu, težje so dosegali orgazme in nosijo širša oblačila in dejansko poročajo o tem, da se počutijo kot da tako malce nenormalno. Kot sem omenila na začetku, so oni hoteli ugotoviti, če obstaja povezava med tem, da imamo nizko samopodobo in med tem, če se zaradi tega izmikamo seksu. In so ugotovili, da to dejansko je res in se je to pokazalo. Ljudje, ki se počutijo nenormalno, ki niso zadovoljni s svojimi genitalijami, seksajo manj, veliko se jih izmika oralnemu seksu, dejansko nekateri celo nosijo širša oblačila in težje doživljajo orgazme. Na tej točki bi dodala, da to, da smo zadovoljni s svojimi genitalijami, in zakaj je pomembno poslušati to epizodo, da ugotovimo, da z nami verjetno ni čisto nič narobe in imamo samo v glavi neke ideale, ki so v resnici miti. Zato, ker če smo zadovoljni, ne vpliva samo na naše spolno zdravje, ampak seveda tudi na naše psihološko zdravje. V tej raziskavi so tudi ugotavljali, kot sem že omenila, operacije in so ugotovili, da je že vsak 7. razmišljal o operaciji, kar so oni označili kot sporno, ker so te operacije na genitalijah lahko zelo, zelo nevarne. In še potrdili so točno to, kar sem povedala v štartu, in to je to, da se veliko ljudi sekira, glede izgleda, so nezadovoljni, so nesamozavestni, čeprav imajo popolnoma normalne genitalije, in to je potrdilo ogromno študij. In kot sem prej omenila, da so gledali povezavo, če ima kaj veze to naše nezadovoljstvo s tem, da gledamo veliko nekih vsebin, kjer se kažejo genitalije, kakršne nam kažejo mediji, pornografije in tako dalje. In pri tej raziskavi dejansko niso mogli najti te povezave. Tudi oni omenjajo, da jih je veliko že najdlo to povezavo, oni tukaj pa ne. Mi je bilo pa ful lepo, da so članek zaključili s tem, da so lepotni ideali po celem svetu popolnoma drugačni in to je za vsako stvar, ne samo za genitalije, ampak zanimivo mi je bilo prebrati, da v Afriki recimo dolga labija pri ženskah je zelo zaželjena, ker pomeni to več užitka. In da so dejansko potem, na to sploh nisem pomislila, tudi omenili, da v antični Grčiji so vedno prikazovali samo majhne penise in da so veliki penisi veljali za abnormalne. Torej, zakaj sem začela s to raziskavo? Hotela sem pokazati, da so tako ženske kot moški nezadovoljni s svojimi genitalijami in da je to žal zelo pogosto. In zdaj bom probala s to naslednjo raziskavo dokazati, zakaj je temu tako. Tudi ta drugi članek vam bom polinkala v opisu te epizode in sicer ima naslov Average Size Erect Penis, Fiction, Facts and the Need for Counseling. Tudi ta članek je skoraj nov, prišel je ven leta 2020 in kot pove naslov, so govorili o tem, kakšna sploh je povprečna velikost trdega penisa, govorijo o teh mitih, o tem, kaj je res in kdo rabi dejansko pomoč pri temu. Omenjajo operacije, tako kot vsi članki, in omenijo, da tudi oni pač potrdijo to, da večina moških, ki se na koncu odloči za to operacijo, ima popolnoma normalen penis. In ugotovili so, da si kar 68% vprašanih moških želi večji penis. Tukaj pa pride zdaj zelo tisto, kar sem vam prej omenila, da si zapolnite dolžino penisa, povprečnega. Tukaj so dejansko dokazali, da večina moških verjame, da je dolžina povprečnega penisa 15,24 cm. Idealni penis večine moških, ko so jih pa vprašali o idealih, je pa dosti daljši od tega in sicer celo 19,47. In to je pač problem. Na drugi strani pa so spraševali ženske, koliko mislijo, da je, kakšen je njihov idealni penis, in one so dejansko prišle zelo blizu realnega povprečja in opisale so kot popoln penis, ki je dolg 13,44 cm v povprečju. In če to ni dovolj spodbudno, je celo 84% žensk pričalo o tem, da so popolnoma zadovoljne s penisom od svojega partnerja. Ko so pa to vprašali moške, če so zadovoljni s svojim penisom, je samo 58% odgovorilo z ja. Na tej točki je en znanstvenik dodal in je rekel, da
Za moške, ko vprašamo moške, kakšna je idealna velikost penisa, so samo 3 velikosti sprejemljive. Velik, ogromen in tako velik, da sploh ne more iti čez vrata. Pri ženskah, kot smo pa videli, to sploh ni opis idealnega penisa. Največji problem moških je ta, da se bojijo, da bojo ženske rekle, da je njihov penis premajhen oziroma da se jim bojo posmehovale ali kakorkoli že. Ampak kot sem že povedala, se ženskam idealni penis zdi dosti manjši kot moškim. Kakor sem omenila na začetku, je problem ta, da se v večini raziskav moških so se merili sami oziroma pri gejih so bili povprečni penisi še daljši, ker so jim merili partnerji. In če bi bile dejansko te raziskave narejene na meritvah, ki jih opravljajo znanstveniki, bi moški bili bolj samozavestni, ker bi se številka zelo razlikovala od tistih, ko si moški penis merijo sami. Dejansko so ugotovili, da ko znanstveniki merijo penis v svojem okolju, drugim moškim so številke celo do 2,54 cm manjše. Tudi problem je bil pri raziskavah, ki so jih delali moški, ki so si penise merili sami ta, da so se verjetno na te raziskave prijavili že tako samozavestni moški, ki imajo večji penis, ker tisti, ki imajo probleme s samozavestjo, verjetno niso hoteli na nikakršen način vključevati svojega penisa. Torej, če bi vse raziskave bazirale na dejanskih informacijah, ki jih opravljajo znanstveniki, bi lahko to olajšalo pomisleke ogromno moških, ki misli, da je njihov penis premajhen. In tudi ta raziskava je ugotovila, da tisti moški, ki so se na koncu še vseeno odločili za operacijo, so imeli v resnici popolnoma normalen penis. Tudi oni omenjajo, da so operacije žal velikokrat pride do komplikacij, da so velikokrat normalne. In zanimiv mi je bil podatek, ki so ga tukaj navedli to, da je v nekaterih državah celo narejena meja, pod katero ne moreš iti, oziroma nad katero sploh ne moreš iti na operacijo, te ne spustijo. Recimo v USA je ta meja 7,49 cm. Če je tvoj penis daljši od tega, te na noben način ne bojo spustili na operacijo. In tukaj so dodali samo še zaključek, da je od 174 vprašanih žensk samo 21% rekla, da je velikost pomembna. Ko so jih pa samo vprašali vprašanje, kaj pa je pomembno, nobena ni omenila velikosti. Zdaj, tukaj gre vzeti v zakup tudi to, da velikokrat na anketah in na vprašalnikih je problem ta pri znanstvenem raziskovanju, da mi velikokrat odgovorimo nekaj, kar mislimo, da je socialno sprejemljivo, ne pa to, kar si mislimo v resnici, ampak ker smo pregledali več raziskav in ker sem pregledala tudi videe, ko sprašujem mimoidoče, bomo videli, da še vedno rezultati niso tako drugačni kot to, da je večinoma odgovor ne. In ker sem omenila, da so ženske dejansko manjkrat pričale o tem, da so nezadovoljne z dolžino penisa kot moški, sem si potem pogledala še en kratek YouTube posnetek doktorice, lahko vam ga tudi polinkam spodaj, kjer je omenjala raziskavo, v kateri so ugotovili, da dejansko dolžina penisa nima zares vpliva na žensko zadovoljstvo v postelji. Zakaj? Zato, ker se nožnica prilagodi dolžini penisa. Nekatere ženske so pa dejansko v tej raziskavi pričale o tem, da če že je kaj pomembno, je to širina, in da ni pomembno, če je penis dovolj širok, ni pomembno, če je penis kratek, ker ti vseeno nudi občutek polnosti in lahko zadane več živcev v steni. Tudi ona omenja to, oziroma mislim, da tega še nisem povedala, ampak veliko raziskav omenja to, da če ženske vprašamo po velikosti, dostikrat rečejo, da je bolj pomembno, da je penis, oziroma da je bolj narobe, bolj nevarno, manj jim je všeč, če je penis velik kot premajhen. Zakaj? Zato, ker boli in velikokrat ne morejo izvajati veliko položajev in tako dalje. S tem, kar je ta doktorica povedala, se strinja tudi Emily, torej to je ta, ki ima podcast, seksologinja, ki ima podcast Sex with Emily, ki jo velikokrat omenjam. Zdaj, ona velikokrat govori o dolžini penisa in velikosti penisa, zato ker ima med svojimi oddajami pogovore v živo, kjer jo lahko pokličeš kot stranka in se potem z njo pogovarjaš. In je to eno zelo pogostih vprašanj. Zdaj, ona vedno reče, da se vedno gre za cel paket, ne pa samo velikost. In če si res toliko nezadovoljen s svojo velikostjo, je toliko nekih drugih stvari, na katerih lahko delaš in s katerimi lahko zadovoljiš svojo žensko. In da so te druge stvari velikokrat ženskam tudi dosti bolj pomembne od same dolžine penisa. Poudarja pa tudi, da samo 20% žensk lahko doživi orgazem z stimulacijo penisa. In če je samo 20%, torej penis, je kar 80% drugih stvari in drugih načinov, kako dosežemo zadovoljstvo pri ženski.
Tudi ona, ki ima res večletne izkušnje in velja za eno najbolj znanih seksologinj na svetu dejansko, pravi, da se glede velikosti večkrat pojavljajo težave, ko je penis prevelik, kot pa premajhen. In strinja se s tem, da se o velikosti penisa velikokrat bolj sekirajo moški kot ženske. Zdaj, en moški je dejansko v eni epizodi vprašal, da zakaj potem ženske o koncu zveze, zakaj se hecamo, moj bivši je imel majhnega in tako dalje, zakaj se noben ne smeje velikemu penisu. In rekla je, da so to pač samo brezvezne šalitve. In drugi moški je rekel, da najbolj ga boli, ko ga ženska vpraša, je že not. In ona je pač, njen odgovor je bil tukaj zelo na mestu. Rekla je pač ne body shameat, nikoli ne žali telesa ali bilo katerega dela telesa druge osebe. Ali so to majhne jožke, ali so to kratki lasje, ali je to kratek penis, na kakršenkoli način. Je na nas in na naših partnerjih tudi to, da nas ne žalijo. Emily dodaja, da gre vedno za preference. Torej, obstajajo moški, ki hočejo seksati samo z ženskami, ki imajo ogromne jožke? Obstajajo. Obstajajo ženske, ki bodo seksale samo z moškimi, ki imajo ogromen penis? Obstajajo, ampak to je stvar preferenc in pač mi nismo pravi za te osebe, če tega nimamo. Zato je pa 3000 drugih, ki jim bo pač všeč identična stvar kot nam in ki se bo popolnoma telesa prilegala, če lahko rečem to tako. Zdaj, če še zaključim z Emily, mi je bila ful lepa misel, da pač lahko dejansko predigra traja cel dan. In da so naš največji spolni organ dejansko možgani, ki jih lahko stimuliramo skozi cel dan. Je pa naš najbolj občutljiv del nožnice pri ženskah G-spot in naj vas potolažim, da se G-spot, torej G-točka, nahaja v prvi tretjini nožnice, torej od 5 do 7,63 cm notri. Torej jaz mislim, da bilo kakšen penis lahko doseže G-točko. Naj še dodam, da je dejansko nožnica dolga od 7,5 do 10 cm in se potem prilagodi in raztegne, je elastična in tako dalje, tako da nožnica dejansko ni neskončna. Torej, najboljša stvar, ki jo lahko moški naredi v postelji za žensko, je to, da je pripravljen ji ponuditi užitke. Gremo na naslednji članek, da se v zadeve še malo bolj poglobimo in sicer ta članek se kliče, bom jaz to kar prevedla v slovenščino, ali je velikost pomembna, kaj je res povprečna velikost in kaj je pomembno večini žensk. Torej, tlele je sicer šlo za to, da so vprašali samo 25 žensk, ampak so bile stare od 21 let do 89 let. Zdaj tudi tukaj, to je samo oris, da so pač potrdili, da največji problem je ta, da se moški primerijo z nekim izmišljenim povprečnim penisom, ki naj bi bil daljši od 15 cm in se zato toliko bolj sekirajo. Potrjujejo tudi, da nezadovoljstvo z velikostjo penisa privede do nižje samozavesti, problemov z intimnostjo in celo tesnobnosti. Tudi v tej študiji dokazujejo, da je povprečen penis v resnici dolg 12,95 cm do 13,97 cm. Torej, kaj so ženske dejansko odgovarjale? Neodločena je bila samo ena in samo 3 od vprašanih žensk so rekli, da je velikost pomembna, kar 21 jih je pa reklo, da ne. Potem so jih pa vprašali, kaj pa vam je pomembno in so bili odgovori najrazličnejši, ampak najbolj pogosti so bili tehnika, kaj je v notranjosti človeka, iskrenost, strast, poznavanje človeškega telesa, vonjave, dotik, zvok in vse ostalo. Torej, velikost pomaga, ampak ni vse v temu. In tudi tukaj so ženske omenjale, da je dolžina veliko bolj pomembna oziroma obseg, veliko bolj pomemben od dolžine, kot sem to omenila že v prejšnjih raziskavah. Če vas zanima, kaj je povedala tista neopredeljena ženska, je rekla, ja, velik penis je zelo prijeten na nek čuten način, ampak je za intimo pomembna veliko več kot samo velikost. Tiste, ki so odgovorile, da pa je velikost zelo pomembna, je enostavno ena povedala, občutek je sorazmeren z velikostjo in je pač velik penis boljši in prijetnejši. Omenjajo pa tudi raziskavo na tem področju, kjer so dokazali, spet ponovno kot prej, da je kar 84% žensk zadovoljnih z velikostjo penisa, 2% žensk pa so celo odgovorile, da si želijo, da je penis manjši. Torej, več raziskav, ko pogledamo, nekako prihajamo do istih rezultatov. In spet neka 13. raziskava, kjer je bilo vprašanih 174 žensk, je dokazala, da jih je samo 21% omenilo,
da je velikost pomembna. Torej, če potegnemo črto, gre za zelo, zelo subjektivno stvar in je pomembno samo to, kakšen pomen dejansko dajemo velikemu penisu in kakšen pomen dajemo drugim stvarem. Tukaj pa še ena zanimiva ugotovitev, ki mi je bila zelo, zelo zabavna, je ta, da so ženske pravile, vprašane ženske v več raziskavah, da je velikost nepomembna pri dolgoročnih razmerjih, si pa želijo velikega penisa pri kratkoročnih razmerjih, torej tako imenovanih one night standih. Tukaj pa gre še omeniti, da imamo ženske različne nožnice, torej nekatere imajo morda zaradi porodov večjo nožnico in zato pač želijo večji penis, zato da bolj čutijo, da imajo boljše občutke. In ena smešna stvar, ker sem jo prebrala še na koncu raziskave kot zaključno misel, ko sem prej omenjala, da se ženske velikokrat šalijo, ja, moj bivši je imel majhnega, je potem en svoj bivši, ki je to povedala v stand-up šovu, ker je znana komedijantka, je pač povedal nazaj, da je tudi letalo majhno, ko leti čez Veliki kanjon. Tako da verjetno so to samo neke šale, ki nam jih je kultura dala v glavo, ampak nikoli ni dejansko spet na kakršenkoli način žaliti bilo kakšen del telesa. Pač samo pove, da so pač otroci. Ne znam drugače povedati. Če gremo na neko 16. raziskavo, je 1/3 žensk odgovorila, da velikost je pomembna in 1 je celo odgovorila, ja, pomembna je velikost srca. Spet v naslednji pa je 7 od 8 žensk povedalo, da je njihov moški njim čisto okej in da sploh niso šle za tem, kakšna je njegova velikost. Zdaj, še ena misel v eni raziskavi mi je bila zelo, zelo zanimiva in se z njo zelo strinjam. In sicer so povedali, da če bi ženske bile obsedene z velikimi, ogromnimi penisi, bi pač non-stop samo hodile v sex shope po ogromne igrače in se z moškimi kot samimi sploh ne bi ukvarjale. Dokazano pa je tudi, da ženske dejansko raje kupujejo igračke normalnih velikosti in celo manjše igračke kot neke ogromne, ampak spet gre vse za preference. Zdaj, tukaj je mogoče tolažilna ta ugotovitev, da ženske res nismo toliko osredotočene na velikost moških, kot to prikazujejo mediji in kot smo to v kulturi ves čas tolikokrat ponavljali, ta mit, da ga imamo za resničnega, ampak v resnici sploh ni. Pa še ena zanimiva ugotovitev tukaj. Ugotovili so, da če bo moški šel kupiti v sex shop igračko za svojo drago, bo fulkrat kupil večjo igračko zanjo, kot bi jo kupila zase ona sama. Torej, mogoče še za konec teh znanstvenih raziskav, ker mislim, da smo dojeli bistvo, da nekako vsi isto ugotavljajo. Se mi zdi, da je prav še enkrat pomisliti o tej definiciji, kaj je seks, ker definitivno seks ni samo penis v nožnici. Zdaj pa, ker sem omenila tudi YouTube posnetke, kjer so mimoidoče spraševali o tem, če je velikost pomembna in so mogli odgovoriti z eno besedo, jih je nekaj reklo ja, večino pa se mi zdi, da je reklo ne. In najboljši odgovor mi je bil, če ti je to pomembno, potem ja. Potem, zanimivo mi je bilo tukaj, da so že starejše ženske odgovarjale, da ja, kar je malo kontradiktorno z ono raziskavo. In spet tudi tukaj pri mimoidočih so rekle, ja, če ni, mislim, važno, da ni prevelik. Torej, spet so se prvo pomislile, mi nekako smo naravnanih manjšim penisom in so šale o manjših penisov in noben ne poveličuje v svetu majhnih penisov in tudi joške recimo. Ampak dejansko v realnem svetu je večkrat težava, če je penis prevelik. Ena je rekla, da je to približno tako kot z joškami. Niso nujne, ampak če so velike, je pač super. Ena je rekla, da je ogromna punca in zato ona rabi pač ogromne stvari. In veliko jih je dejansko tudi odgovorilo, to je spet kontradiktorno s temi starejšimi gospmi, da tisti, ki so nekje srednjih let, so odgovorili, ja, velikost je bila pomembna, ko smo bili mlajši in ko smo šele začeli odkrivati seks. Ok, in ker vem, da sem dosti omenjala te operacije, bi rada jih ne pustila nekje v zraku, ampak omenila samo še to, da jaz osebno sem ful za operacije, če misliš, da ti bo to totalno spremenilo samozavest in se boš boljše počutil v svoji koži, super, odlično, jaz sem 1000krat in vedno sem za to, da se ljudje boljše počutijo v svojem telesu, ampak moramo se zavedati, da to ni samo zunanjost, da verjetno obstaja nek psihološki vzrok, zakaj nam to ni všeč, neka vprašanja, ki se porajajo v nas in da je treba najprej to razčistiti sam s sabo in ugotoviti, če nam bo ta operacija res samo ta majhna stvar pomagala do te točke, da bomo mi popolnoma spremenjen samozavestni človek, ampak ponavadi je za dosego samozavesti potrebno veliko, veliko več kot en popravek.
oziroma velikokrat se zgodi, da ko se popravi eno stvar, želimo še drugo in tretjo in 14. Ampak še enkrat, če gre res za eno majhno, ne vem, bradavico ali pa res, če moški mislijo, da mu bo malo večji penis popolnoma spremenil življenje in samozavest in če mu zdravnik dejansko reče, glej, na tebi bi to dejansko bilo varno, potem sem 1000% za. Je pa dokazano, da so operacije na spolovilih lahko zelo, zelo nevarne, kot sem že omenila, in velikokrat prihaja do komplikacij. Zdaj, šla sem pogledat, kako je z takimi operacijami na naših tleh. Seveda za ženske jih je veliko in so zelo pogoste, ampak ker v tej epizodi govorimo o penisih. Dejansko imamo tudi mi operacije za penise, ponavadi jih delajo privatne klinike in pri nas jo največkrat najdemo pod imenom penoplastika. Dejansko, kaj pa lahko zdravniki naredijo? Lahko povečajo velikost, izboljšajo obliko, torej ukrivljenost, povečajo njegov obseg ali pa vse to naenkrat. Pri nas torej niso tako pogoste, ampak kot sem že omenila, se tudi pri nas da to narediti. Torej, dejansko pričajo doktorji, ko gremo gledati opis teh operacij, da lahko popravijo kakšen estetski pomislek, celo motne erekcije, ukrivljenost, povečanje, opravljajo pa tudi obrezovanje. Našla sem pa še izraz faloplastika, to pa je dejansko rekonstrukcija spolovila. To pa recimo gre za tiste osebe, recimo del kirurškega prehoda za transseksualce. Lahko pa je tudi zelo life-saving, ali kako bi rekli, pač taka operacija, ki res lahko reši življenje pač v navednicah tistim, ki so recimo penis izgubili v nesreči ali pa zaradi bolezni. In obstajajo tudi moški, ki so se brez penisa rodili, tako da faloplastika je popolna rekonstrukcija spolovila. Drugače pa obstajajo tudi nekirurška povečanja penisa, to nisem vedela, in sicer obstajajo razna polnila, penis botox, ki naj bi ga dejansko imel Cristiano Ronaldo in George Clooney. Obstajajo različne injekcije, obstaja veliko stvari, ki so v bistvu kot neka polnila in šoti, če lahko temu tako rečem. Potem kirurške stvari so pa tiste, ki sem jih omenjala prej. Ker sem rekla, da vas je Lucija točno to vprašanje vprašala en teden nazaj na storijih, mi je bilo ful zanimivo preverjati vaše odgovore, primerjati s temi iz raziskav. In dejansko ste odgovorili popolnoma identično kot vse raziskave. Ugotovila sem, da je tudi pač pri nas, med nami vsemi, to zelo subjektivna stvar, da je isto so nekateri odgovorili bolje širina, bolje tehnika, eni pač ja, eni pač ne. In tako dalje, tako da dejansko smo, ali vprašam vas, ali gledamo raziskave, ki so jih delali po celem svetu, prihajamo nekako do istih odgovorov in sicer to je zelo subjektivna stvar in penis sploh ni tako velik, kot si mislimo, da je, in veličina penisov je dosti bolj pomembna moškemu kot ženski. Ne pozabiti, da je idealen penis žensk bil opisan kot 13 pa nekaj centimetrov. Tako da, če bi hotele ogromne bi pač hodile v seks shope in si kupovali ogromne dilde in se sploh ne bi ukvarjali z moškim. Kot smo povedali že z Lucijo v epizodi Kako do orgazma, smo omenili, da je pač moški veliko več kot njegovo spolovilo in da je seks ogromno več kot samo igranje in penetracija. In ker je to podcast tvojega najljubšega seks shopa, naj povem, da za tiste, ki se hočete povečanja penisa loti doma ali vas zanima, če take stvari res delujejo, imamo tudi mi kar nekaj pripomočkov za to. Imamo razne kapsule, imamo razne serume, gele in tako dalje. Dejansko pa imamo tudi podaljške za penis, ki so v bistvu samo igračka, ki se natakne na tvoj penis in tako lahko popestriš marsikaj. Če mogoče hočeš kdaj imeti večji penis, ampak nisi pripravljen na noben operativni poseg in bi stvari rad samo malček popestril. Zdaj pa razne kreme in serume naj še dodam, velikokrat delujejo z jelking vajami. Zdaj ne vem, če sem to prav izgovorila, ampak bom napisala spodaj. Dajte si pogledati, kaj je to. Drugače obstajajo pa še pumpice za penis in podobno. Torej, če je to res vaš trn v peti, čeprav sem zdaj dokazala, da načeloma vsi lahko živimo s tem in ženske velikokrat o tem sploh ne razmišljajo. Če vas to zanima, je veliko stvari, ki jih lahko probate doma. In to je to. Jaz upam, da smo s to epizodo ugotovili, da je to samo stvar, o kateri se mogoče moški preveč sekirajo zaradi lažnih mitov in podatkov in tem izmišljenem ogromnem povprečnem penisu, ki sploh ni resničen in sploh ni želja veliko žensk. Tako da evo, to je bila 7. epizoda.
Upam, da vam je bila všeč. Če vas zanimajo še kakršnikoli članki na bilo katero temo, v bistvu, bilo kateri epizodi, z veseljem nam napišite, vse bom pa šerala z vami. In to je to. Hvala, da ste bili z mano in se vidimo v 8. epizodi. Čau, čau, čau!